V zadnjih letih Brežiški grad, katerega pisna zgodovina sega v sredino 13. stoletja, zgrajen pa je bil že prej, dobiva vse lepšo podobo. V njem od leta 1949 domuje Posavski muzej Brežice. V letošnjem letu nadaljujemo s prenovo arkadnih hodnikov in pridobitev novih vrat ter novih oken. Lanskem letu je bila prenovljena terasa v prvem nadstropju, letos pa seveda se nadaljuje še s tem delom. Dobili bomo tudi novo osvetlitev, kar je zelo pomembno, ker so bili hodniki temni, in pa prenovila se bodo ometi, opleski ter seveda v celotnem tem delu pridejo tudi nova vrata. Gre za dveleten projekt, ki ga v približno enakem deležu sofinancirata Ministrstvo za kulturo in Občina Brežice. In vrednost je tam nekje okoli 230 000 evrov. Gre seveda kar za veliko območje teh naših arkad, za kar več posegov, ki bodo na koncu se izkazali v tem lepem arkadnem delu. Vrata so bila pa izjemno že v slabem stanju, tako da smo zelo veseli, da vse 3 nadstropja dobijo tudi nova vrata, nova okna in seveda, da saj ta del dobi en tak lep izgled. Brežiška občina je imela v preteklosti kar precej težav, da je prišla do lastništva gradu. Odkar je spet v njihovih rokah, vsako leto vlagajo vanj. Največje sredstva so bile okoli 2010-2011, ko smo praktično restaurirali večina fresk v Viteški dvorani, popolno obnovili in pa tudi ostale investicije, ki so bile v gradu, v vrednosti približno okoli 2 milijona evrov. Sedaj pa vsako leto vlagamo sredstva, kandidiramo tudi na Ministrstvo za kulturo in seveda vsaj 50% toliko, ko dobimo od kulture, še vlagamo sami. Vemo, da smo pred leti zgradili tudi dvigalo, obnovili smo klet, obnavljamo streho, sedaj arkade in praktično seveda, koliko bojo kakšna sredstva na ministrstvo, ki se bojo dale pridobiti, tudi prihodnosti bomo seveda mi sofinancirali v lastnem deležu, ki je za to potrebno. Brežiški grad je spomenik državnega pomena, a žal zaradi pomanjkanja razpisov ni deležen celovite prenove. Kljub temu v naslednji fazi pride na vrsto streha. Se pravi še ta zahodni in južni del, kjer si želimo na podstrešju dodatno urediti še upravne prostore. Namreč na tem zahodnem delu podstrešja je edini del, ki ga lahko za to tudi namenimo. Stolp, ki pa je jugozahodni stolp, ima pa tudi zelo lepo leseno konstrukcijo in si ga želimo na ta način tudi predstavljati javnosti, kajti vsi ostali stolpi so specifični, posebej recimo ta dva, ki sta med Viteško dvorano, nista primerna, kajti nad Viteško dvorano res moramo pazljivo hoditi, tako da gre za ta stolp, ki bi ga radi prezentirali. Potem pa seveda to, kar se pa bo manj videlo, je pa zelo pomembno za naše delovanje, je pa prenova ogrevalnega sistema. Še vedno pa je velika želja premična streha nad dvoriščem, ki ponuja možnosti za različne dogodke in prireditve. Jaz verjamem, da nas bo tudi letos prav dvorišče nekako peljalo naprej. Upamo, da bomo tukaj lahko izpeljali vsaj nekaj aktivnosti, ki vsako leto privabijo ljudi, in to verjamem, da nam bo tudi uspelo. In si seveda bi izboljšali možnosti tudi, če bi imeli to premično streho, tako da jaz verjamem, da tudi to, in potem seveda še kar nekaj stvari tudi naprej, predvsem severni del, pa ta južni del recimo in zahodni pri sanaciji še, ko smo imeli potres letos, ta zagrebški, se je pokazalo spet, kje so neke tiste šibke točke in verjamem, da je tudi to v nadaljevanju načrtovano. Muzej je od 5. maja spet odprt, obiskovalci pa se počasi spet vračajo. V času epidemije so sicer pripravili 3 razstave, zaradi katerih je vredno obiskati tako muzej kot grad. V prihodnje bodo, kot pravi Černelič Krošljeva, še bolj stavili na lokalnega in slovenskega gosta.